Besedo. Pozdravljeni vsi. Kot je že rečeno in kot se vidi iz naslova, je monografija sestavljena iz dveh delov, ki sta med seboj tesno povezana. Prvi del predstavlja revidirano in dopolnjeno moje magistrsko delo, zgodovinska antroponimija vzhodne Tolminske. Drugi del pa predstavlja raziskavo toponimov istega področja. Območje vzhodne Tolminske je pravzaprav, to je delovni naslov, ali kako bi rekel, naslov, ki je nastal zaradi območja, ki je bilo raziskano, obsega pa ne samo Baško dolino in Šentviško planoto, ki sta nekako glavni del vzhodne Tolminske, ampak tudi Trebušo, obe Trebuši, spodnjo dolino Idrijce, pa en del Cerkljanske tam okrog Bukovga, ker gravitira v Baško dolino, in še Ljubinj, ki tudi nekako odpira s Tolminskega pot proti Baški dolini. Namen antroponimskega dela raziskave je bil ugotoviti, kdaj in kako so se na obravnavanem območju formirali priimki, kako so se v stoletjih zaradi glasovnega razvoja spreminjali in kako so zaradi teh sprememb ob poknjiženju nastale nove različice. Za izhodišče tega dela raziskave sem vzel dva seznama podložnikov tolminskega gospostva z začetka 16. stoletja. Oba seznama sem našel, se hranita v arhivu v Gradcu, v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Treba je bilo pač pokazati neko vztrajnost, da sem do obeh seznamov prišel. Jih je pa potem v svojem magistrskem delu predstavil zgodovinar Drago Trpin. V sodelovanju z njim sem pravzaprav veliko arhivskih virov tudi lahko prečrkoval. V resnici jih je večinoma prečrkoval on in je jih uporabil za zgodovinsko raziskavo, jaz pa za antroponimsko. Knjiga je predstavljena, torej poleg uvoda in klasifikacije, tako priimkov kot krajevnih imen oziroma toponimov, ker obsega tudi nekatere zaselke, imena zaselkov, je predstavljena v obliki slovarja in obsega 288 priimkov, od tega je 194 še živih. Tisti, ki pa niso več prisotni na obravnavanem območju, so označeni s križcem, kar ne pomeni, da priimka sploh ni, ampak da je bodisi izumrl, bodisi ga na območju ni več. Posebnost v zgodovini vzhodne Tolminske je tirolska kolonizacija zgornje Baške doline, zato je na tem področju kar 80% mikrotoponimov nemških oziroma bavarsko-nemških in iz teh mikrotoponimov so nastajali tudi priimki. V toponimskem delu raziskave je obravnavanih 42 imen naselij in 75 imen zaselkov. Zdaj za kakšno večjo klasifikacijo in podroben prikaz zdaj ni časa. Moram pa povedati, da pri klasifikaciji priimkov sem se naslonil na delo hrvaške imenoslovke in dialektologinje profesor dr. Anđele Frančič, ki je napisala in objavila že leta 2002 monografijo Međimurska prezimena. Za to objavo sem se odločil, da prevzamem njeno klasifikacijo, ker se mi je zdela
dovolj precizna in zanimiva. Zahvalil bi se še nekaterim ljudem, ki so mi pomagali pri nastanku te knjige, kolegici profesor dr. Metki Furlan, ki je pravzaprav dala idejo, da se nekdanja antroponimska raziskava in razširi še s toponimskim delom in podala vrsto vsebinskih in tehničnih pripomb, pa predstojniku inštituta dr. Kozmi Jahačiču, ki je načrt podprl, urednici zbirke Lingvistika et filologika dr. Andreji Legan Ravnikar, ki je uvrstila rokopis v zbirko, inženirju Petru Pehaniju za izdelavo zemljevida toponimi vzhodne Tolminske in dr. Simonu Atelšku za postavitev knjige. Moram pa reči, da se bi rad zahvalil še svojim informatorjem, med njimi predvsem Francu Krajncu z Pečin, ki je izvrsten poznavalec svojega narečja in imen z tega področja.